Leta 1991. Se pravi, od takrat, ko smo Slovenci doživeli svoje sanje in postali državo, uresničil stoleten sen Slovenk in Slovencev in veliko zaslug za to, da Slovenci danes živimo v samostojni državi, da smo od 91. leta lahko zbrani tu, gre tudi tistim, ki so pričeli z delom v Slovenski kmečki zvezi in ga naprej nadaljevali v okviru Slovenske ljudske stranke. 12. maja 1988 je bil prvi takšen političen shod v Sloveniji, kjer smo zbrani iz tistega shoda odšli kot ljudje, ki smo se odločili, da tisti dan se organiziramo kot politično gibanje, kot politična stranka. V neki drugi državi, v nekem drugem sistemu, v družbi z drugimi narodi smo si zadali skupni cilj, da Slovenci postanemo državotvoren narod, da imamo svojo državo, se pravi, da se odcepimo od takratne skupne države slovanskih narodov, da vzpostavimo parlamentarno demokracijo in da tudi živimo v državi, kjer se bodo spoštovali človekove pravice. Ta dosežek je bil, kot sem že dejal, leta 1991 dosežen in danes je od tega že 23 let. Veliko tega zanosa, želja, ki so bile takrat prisotne med vsemi nami in so se nam zdele samo po sebi uresničljive, se je v teh letih uresničilo. Na marsikaterem področju pa je nastalo tudi kakšno grenko razočaranje in od tistega, ko smo si predstavljali tudi po nekaj letih samostojnosti, kako bomo v desetletju dveh postali prava Švica tu na južni strani Alp, se je marsikatero pričakovanje tudi izjalovilo. V letošnjem letu smo v času, ko združujemo praznovanje Dneva državnosti z